Razstava v galeriji Vžigalica je nekako nastala v mesecu maju leta 2016. In sicer tema, s katero se razstava ukvarja, je tema prostora. Fokus razstave Učinek bližine so videodela, ki so nastajala med leti 1989 in 2004, čeprav dejansko historična perspektiva ni bila tisto osrednje vodilo, na podlagi katerega je videoizbor nastajal. Videoizbor je nastajal v bistvu po enem zelo zanimivem ključu. Moja perspektiva namreč ni mogoče najbolj tipična umetnostno-zgodovinska perspektiva, ampak je perspektiva arhitektke. Namreč videoizbor, ki je nastal za razstavo Učinek bližine, je dejansko videoizbor iz arhiva SCC Ljubljana, arhiv DIBA, to je digitalni videoarhiv, iz katerega sem izbrala material na podlagi opazovanja prostora. In sicer zintrigirale so me dela, ki so na nek način postavljala prostor, ustaljene podobe prostora pod vprašaj, ki so nagovarjala neko imaginacijo, ki dejansko se mi je zdela, da v tem prostoru na nek način manjka. In na nek način je tudi to posebna percepcija oziroma ukvarjanje z gradivom umetnosti SCC Ljubljana, ki se ukvarja z različnimi kuratorskimi praksami. Bila sem kot arhitektka pozvana izbrati videomaterial in hkrati kot arhitektka pozvana k temu, da oblikujem prostor same razstave. Se pravi, če običajno srečujemo video umetnost v galerijskih prostorih na plazmah, na televizijah, kot projekcije v nekih dosti standardnih postavitvah. Po drugi strani tokrat je bil izziv, kako stvari, ki so umetniška dela, ki so bila izbrana na podlagi opazovanja prostora, spet postaviti nazaj v prostor. Ena stvar je seveda se postavlja v ospredje, ko sem se s tem ukvarjala, kako stvari postaviti v prostor in sicer do kolikšne mere lahko dejansko posegamo v postavitev samo, da ne bo postavitev tista, ki bo preglasila sama umetniška dela. Zato je večinoma ves prostor bel, ostajal je bel, hkrati pa so oblikovani objekti oziroma posebne projekcijske površine, na katere se videodela projicirajo, ki nekako izhajajo iz tega premisleka, na kakšen način se je sam videast ukvarjal z ustvarjanjem umetniškega dela. Zaradi tega, ker ne glede na umetniško prakso, estetsko prakso, kar je prisotno v vsakem videodelu, je vedno ukvarjanje s prostorom. Če je bilo po eni strani vprašanje, kako na podlagi opazovanja prostora izbrati določena dela, čeprav je do tega prišlo relativno intuitivno, to so stvari, ki sem jih zaznala, ki so se mi zdele intrigantne, ki so se mi zdele zanimive. Po drugi strani, kako postaviti stvari v prostor, je bilo vprašanje opazovati tudi samo umetniško formo videa. Dejansko šele potem, ko sem naredila ta izbor na podlagi svojih interesov, svojih opažanj in opazovanja umetniške forme, sem prišla do tega, da dejansko tudi zgodovinsko sicer zarisujejo ta opisana dela nek zgodovinski lok. In kar me je v originalu zaintrigiralo oziroma zanimalo v teh delih, je bilo dejansko to, da so se v videodelih se je pokazal nek drugačen odnos do prostora, kot smo ga sicer bili vajeni v neki siceršnji javni podobi, ki jo lahko spremljamo po televiziji. Se pravi, šlo je za izražanje nekega dvoma, šlo je za izražanje nekega vdora.
šlo je za zelo eksplicitno premišljevanje, kaj je to, v kakšno obdobje vstopamo. Šlo je za iskanje nekih novih izraznih možnosti, šlo je za delanje poskusov novih konstruktov, šlo je za v bistvu izjemno kreativen pristop k oblikovanju podobe v gibanju, ki bi si želela izboriti svoje mesto v novo nastajajoči družbi. Kot pravim, to je obdobje od leta 1989 do 2004, kar lahko dejansko tudi navežemo na neko vprašanje tranzicije, na vprašanje razpadanja nekega skupnega prostora, na vprašanje poskusov iskanja novih estetskih, umetniških praks in vloge posameznika v njej. In nedvomno je bila gibljiva podoba, medijska podoba tista, s katero se je začela umetnost bolj intenzivno ukvarjati. Delo Mihe Vipotnika, Path of Crazy Wisdom, je prvo, ki ga lahko srečamo na razstavi, je postavljeno kot osrednji objekt vhodnega prostora in sicer pri njemu gre izrazito za ukvarjanje z videom v kontekstu umetnosti. Video je pravzaprav nekakšna zmes dokumentarnih posnetkov in portreta Erika Ora, v katerem so nanizane tako njegova dela, njegove svetlobne inštalacije, kot v bistvu intervju s samim umetnikom. Pri tem se mi je zdelo pomembno izhodišče to, da dejansko za Vipotnika je bilo ukvarjanje s temi prostori izjemno pomembno. Pravi, da njegove inštalacije se ukvarjajo z najbolj bazičnimi vprašanji, kot so vprašanje, kako nekam priti in nekam zaznati. Se pravi, ti občutka prostora ne moreš umestiti nikamor drugam kot v lastne občutke. To on sam pravi v intervjuju, ko sem ga z njim opravila na temo dotičnega videa. To se mi je zdelo tisto ključno premišljevanje, pač vprašanje prostora postaviti kot bistveno vprašanje, ki odpira ključ do dostopanja vsebin celotne razstave. Seveda je vprašanje forme, na kakšen način on potem to kombinira z dokumentarnimi posnetki, z tekstom in tako naprej, večplastno in je pogled prostorskega vidika eno izmed številnih, skozi katere lahko video beremo, vendar pa le gre za vprašanje izpraševanja neke pozicije umetnika in umetnosti v sodobni kulturni produkciji prostora. Zdaj, sprožilni moment, to je pa druga lastnost, zakaj se mi je zdel ta video pomemben kot osrednji video razstave, oziroma prvi video razstave, je dejstvo, da je bil poriv ali pa tisti glavni motiv, zakaj je sploh se začel Vipotnik ukvarjati s tem videom, je bilo delo Erika Ora, pištola, samokres, sprožilec, ko se ti usedeš pred pištolo, ki je umetniško delo in si soočen z odločitvijo, ali boš nekaj počel v življenju ali ne. In to je bilo tudi vprašanje, s katerim se je soočil Erik Or, na podlagi katerega se je potem tudi podal na svojo ustvarjalno pot, ki je bila povezana tudi z potjo v Egipt in vse te plasti so nekako prisotne v samem videodelu. Naslednje delo, s katerim se srečamo na razstavi, je delo Disciplin, ki je nastalo leta 1989 in je pravzaprav zgodovinsko prvo, ki je postavljeno znotraj tega časovnega okvirja. Zdaj, Nevenkorda se na drugačen način ukvarja za samo formo videa, namreč njegova podoba plasti podobe v nov prostor. Se pravi, v podobo video prostora kolažira tako podobe iz kulturne produkcije, podobe arhitekture, podobe posameznikov, tehnopodobe. Skratka, narativ, ki ga nekako video zarisuje, govori o treh posameznikih, ki se skozi prostore neke popolne osame in skozi prostore javnega
oziroma skozi javne prostore nekako plastijo v nekakšno novo podobo. Hkrati pa vprašanje, ki ga odpira Korda, je zelo jasno in eksplicitno politično in se instituira dejansko video v obdobje konca 80-ih Jugoslavije. In to zelo eksplicitno potem tudi komentira z svojim uporabo posnetkov, tudi Leni Riefenstahl iz filma Metropolis. Potem so tukaj posnetki iz političnih shodov, otrok in tako naprej. Skratka, spremljamo lahko neko zgodovinsko perspektivo, ki se potem izpoje v trenutno politično situacijo konca 80-ih in na način, kot Korda uporabi arhitekturo v videu je, da postane ta ena izmed vseh podob, ki se plastijo v nov družbeni politični kolaž. Zdaj, kako to postaviti v prostor? Prav ta tema plastenja je bila vprašanje oziroma izhodišče. Želela sem veliko projekcijo, po drugi strani pa tudi izpostaviti to temo plastenja in v bistvu sem oblikovala okvir, ki je njegova prva plast je prosojna in v bistvu skozi to prosojno plast se projicira video tudi na zadnjo ravnino. Skratka, oblikovan je nek objekt, skozi katerega lahko tudi hodimo in dejansko to podobo na drugačen način, nov način doživimo. Želela sem veliko projekcijo tudi za video spot Vertigo Bird oziroma Vrtoglavi ptič. Avtorja videa sta Iztok Kovač in Saša Podgoršek. Zakaj dva? To je tandem, ki dejansko oba sta pomembna pri nastajanju videa in pri oblikovanju njegove podobe. Zakaj? Zaradi tega, ker, in to je to, kar se mi je zdelo zanimivo pri izboru samega videa, namreč, če gre ko govorimo o videodisciplin, govorimo o videu, ki je nastajal pravzaprav kot video spot glasbene skupine Borgezija. Medtem ko je Vertigo Bird, je pravzaprav plesni video. In predvsem, kar me je zintrigiralo pri videu, je vprašanje, kako telo, ples uporablja prostor. In na način, kot kamera reagira na ta ples, je dejansko že posledica raziskovanja, telesnega raziskovanja prostora. Tako da gre po eni strani za neko zelo inovativno estetsko prakso, ki je bilo takrat, ko je video nastajal, se pravi v začetku 90-ih, res nekaj eksperimentalnega, novega in predvsem nek kreativen moment, ki je nastopil v slovenskem prostoru in se odrazi ponovno v videu. Govorimo pa o videu, o plesnem videu. Video je sicer nekoliko daljši, ampak dejansko ponovno spet ta prostorska dimenzija, prostori, ki so vključeni v to premišljevanje možnega kreativnega odnosa ali pa iskanje neke možnosti nove kreativnosti, je bilo tudi odziv na okolje, v katerem se to poraja. Se pravi, govorimo o mestu Trbovlje, o mestu, ki je šlo ravno tako skozi neko radikalno tranzicijo, o mestu, ki dejansko nas postavlja pred vprašanje, kaj se po projektu socializma s temi prostori dogaja. In pravzaprav kamera vse te prostore zelo lepo zabeleži. Na začetku se sprehodimo skozi raznorazne industrijske objekte, skozi pokrajino, skozi portretirani so določeni arhitekturni dosežki tega okolja, potem pa kar naenkrat te prostore, ki so izpraznjeni ali pa do določene mere napolnjeni z prebivalci, lokalnim prebivalstvom, postavi v novo funkcijo, pod vprašaj, v premišljanje in jim da popolnoma novo estetsko vrednost. Če po eni strani govorimo o velikih projekcijah, ki so na razstavi in o osrednjem objektu, ki nekako odpira vprašanje prostora na sami razstavi, se pravi delo Mihe Vipotnika, še vedno govorimo o nekih relativno klasičnih postavitvah. Se pravi, Miha Vipotnik je predstavljen na plazmi, čeprav sem želela to plazmo, vso to tehnologijo sem želela zakriti, zato je pravzaprav video tudi dobil en tak v narekovajih portal.
in to je bil nekako odnos prikazati sliko kot sliko, se pravi gibljivo sliko sicer, ampak brez te tehnologije, ki jo obdaja, ker je dejansko se tudi tehnologija toliko spremenila, da je vprašanje, na kakšen način mi formate, ki so bili nekoč prilagojeni za televizijo, pokažemo danes na popolnoma drugače dimenzioniranih plazma ekranih. Ampak še vedno gre za neko klasično predstavitev videa. V primeru Nevena Korde in Kovača in Podgorška je šlo ponovno za projekcijo, sicer mogoče na nekoliko nenavaden način. Se pravi, tudi v primeru Vrtoglavega ptiča je projekcija velika na način, da mi dobimo dejansko občutek telesnosti ali pa, da je prikazana v merilu, v katerem mi čutimo, da smo nekako v odnosu do tega prostora, ki je projiciran pred nami na steno, je dejansko potem zgodba v drugem prostoru, v katerem stojimo tudi zdaj, prikazana na drugačen način. Namreč v tem prostoru so prikazani videi, ki so nastali od leta 1996 do 2004, ampak govorijo nekakšno drugačno zgodbo. Namreč delo Marka Peljhana z naslovom Park kulture postavlja prostor, vprašanje prostora v nekako drugačen kontekst. Video je nastal kot produkcija SCCA Ljubljana in večino gradiva, ki je prikazanega v videu, je nastalo iz arhiva RTV Slovenija. Gre za dokumentarne posnetke oddaljenih pokrajin, raznoraznih tehnoloških okolij, podmornic, vesoljskih plovil, Antarktike in tako naprej. Skratka, za neka tehnološka oddaljena okolja, ki se nam zdi, da mogoče niso toliko del naše vsakdanje izkušnje v tem smislu, da do njih dostopamo, ampak so zelo prisotna v neki podobi, ki je ustoličena v današnji kulturni pokrajini. Skratka, video se je pojavil takrat, ko je bil narejen, ob 2 zjutraj po televiziji in dejansko kontekst prostora, ki se pojavlja v samem videu skozi dnevno sobo, vstopi v izkušnjo gledalca na popolnoma drugačen, nekoliko šokanten način. Zakaj? Marko Peljhan razlaga svojo izkušnjo pravzaprav 90-ih na način, da je šlo po eni strani za res razpad nekega skupnega prostora, ampak ta razpad skupnega prostora je pravzaprav pospremila neka nasičenost oziroma vdor tujih medijskih hiš v jugoslovanski prostor, bivši jugoslovanski prostor. In njegova reakcija je bila, ne gre zdaj za neko svobodo, še vedno nas opazujemo, dajmo zgodbo obrniti, opazujmo mi njih. Skratka, na način, kot je ta TV situacija, kot jo imenuje sam, skonstruirana, je, da dejansko postavlja neko okolje, neko tehnološko okolje v drugi plan, podčrtan pa je v bistvu z 2 pasovoma, se pravi z rdečim in zelenim pasom, kar je v bistvu neka grafična podoba, ki jo poznamo sicer iz recimo okolja BBC, CNN in tako naprej, kjer ponavadi tečejo borzni indeksi, v tem primeru tečejo citati iz The Art of War. Skratka, na nek način je prostor postavljen v kontekst TV situacije in ta TV situacija je namenjena temu, da človeka, ki sedi pred televizijo, aktivira. Zdaj, zakaj, kako predstaviti ta video? Če je bilo prej vprašanje do projekcije, se pravi, kako nekaj projicirati na steno ali na neko projekcijsko ravnino, se mi je zdelo, da je treba tle zgodbo obrniti in pravzaprav na nek način objektivizirati v navednicah pogled, narediti ta pogled viden, zaradi tega, ker je bil ta pogled tema raziskovanja v samem videu in oblikovan je bil podolgovat stožec, v katerega obiskovalec da glavo in je naenkrat zelo direktno, eksplicitno soočen s podobo, ki govori o neki popolnoma drugačni percepciji prostora. Naslednji objekt, ki se pojavi v drugi sobi, se pravi
za temi tremi, je video Nataše Prosenc. Video Nataše Prosenc je projiciran na mizo. Ta miza sama naj bi asocirala na načrtovalsko mizo, ki se sicer danes ne uporablja več med arhitekti, vendar pa gre za neko površino, na kateri razgrnemo na primer načrt. Skratka, zanimivo se mi je zdelo, kaj bi se zgodilo, da dejansko na neki mizi, kjer običajno pričakujemo neke plane, naenkrat doživimo podobo. Se pravi, ali nas to postavi v nekakšno drugačno pozicijo. Zakaj? Nataša Prosenc je namreč naredila video z naslovom Konstrakt. Gre za prikazovanje gradnje biosfere. Zdaj, kar je kontradikcija same izkušnje videa, je to, da biosfera je nekaj, kar je namenjeno sami naravi. Ampak video pravzaprav prikazuje samo to uničenje prostora, narave, na način, ko prikazuje samo gradnjo. Skratka, gradimo objekt z namenom ohraniti naravo, ampak hkrati naravo s tem popolnoma zabetoniramo, zapremo v nekakšno jekleno, stekleno škatlo z namenom, da bomo imeli nekaj, kar je drugačno od tega, kar je že bilo prej. Ona ves čas postavlja to pod vprašaj s pesmijo Gertrud Stein, ki jo v ozadju ves čas recitira in dopolnjuje. In pravzaprav sam občutek videa, ki ga gledaš, je ta, da samo preizpraševanje te konstrukcije. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi Marko Pelhan trdi, da ko se zgodi ta vdor, ko se zgodi ta individualizacija, fragmentacija družbe, ko se nekako čuti ta napad, recimo, sta možnosti dve. Možnost konstantne refleksije tega, kaj se dogaja, spraševanja o tem, kaj pravzaprav gradimo, in po drugi strani je možno iti v popolno osamo. In to je zadnji video na razstavi, video Zemire Alebegović z naslovom Hitro počasi, ki prikaže spet neko drugačno podobo prostora. Gre za praktično 3 interierje, za neko dvorišče, kuhinjo in spalnico, portret ženske, ki v bistvu se skozi te prostore je prikazana v različnih meditativnih stanjih, ki grejo od neke frenetičnosti, melanholije, neke dezorientacije, in to splete v novo zgodbo. In zaradi tega je tudi objekt prikaza videa oblikovan nekoliko drugače. Se pravi, naredila sem prostor v prostoru, v katerem je neko bolj intimno vzdušje, kjer se lahko usedemo in soočimo s to podobo. Skratka, gre za 2 radikalno različni poziciji, ki jih lahko razberemo iz videa. Po eni strani konstantna refleksija tega, kaj gradimo, in po drugi strani umik v osamo. In ne glede na to, kako se ta pravzaprav narativ razstave izpelje od tega vprašanja, kako nekam pridemo, kako nekam čutimo, kako je to del nekega individualnega bodisi užitka, bodisi travme. Po drugi strani gre skozi te velike projekcije, preizpraševanje, iskanje možnosti kreativnosti do tega premišljevanja intime osame. To je sicer neka zgodba, ki sem jo želela zgraditi skozi prostor galerije, ki navsezadnje je še vedno nek javni prostor. Po drugi strani je bilo pa predvsem je bil namen postaviti videa sama na razstavo. Se pravi, to obdobje, ki je bilo zelo intenzivno, dinamično, travmatično, je hkrati uspelo roditi izjemno kreativne momente, ki se mi zdi, da so zelo pomemben aspekt sodobnega preiskovanja vprašanj. Zaradi tega, ker tudi mogoče zdaj se lahko vrnem na samo izhodiščno vprašanje naslova, zakaj je učinek bližine. Po eni strani učinek bližine govori o tem, da je to učinek bližine nekih videopodob, ki nas obdajajo. Se pravi, pomembno je, kako stvari postavljamo v galerijo, pomembno je, na kak način si vzamemo čas, da te stvari doživimo. Po drugi strani, pa še mogoče bolj, se mi zdi pomembno, da teme, ki so jih v tem obdobju določeni umetniki odpirali, so še kako relevantne danes. Tako da ta učinek bližine gre po eni strani tako na vsebino kot na formo.